Nedosledno, necelovito urejanje zdravstvenega sistema je pustilo za seboj konkretne posledice. Te se danes kažejo v položaju zdravstvenega doma Kranj, v nevzdržni situaciji, v kateri so se znašli pacienti in seveda tudi zdravniki, ki so dali odpovedi. Vprašanje je, kako se bo to stanje razrešilo. In seveda to ni edini primer, nasprotno, to je le vrh ledene gore. Podobne situacije so tako v drugih specialnostih in vseh drugih zdravstvenih domovih. Spremembe pa so prav tako na obzorju in sicer denimo naslednja iztočnica je 1. junij, ko naj bi zdravniki začeli udejanjati normative in standarde, ki so pravzaprav že odobreni, le uresničujejo jih še ne vodstva zdravstvenih institucij. Zato me zanima, kako bo sindikat Fides peljal to zgodbo naprej, kakšna je vaša ocena zdajšnje situacije in kakšna je vizija? Torej, očitno zdravstvena politika v zadnjih 10 letih nima nobene vizije zdravstvenega sistema. O zdravstvu govorijo samo pred volitvami, takrat obljubljajo vse, potem pa ne naredijo ničesar. To je, mislim, da je zdaj jasno prav vsakemu državljanu. Zaradi nezadovoljstva se seveda usmerja na zdravnike, ki pri vsem nimamo pravzaprav prav nič. Razen tega, da vsa leta opozarjamo že 20 let na pomanjkanje zdravnikov, na neustrezno financiranje, na slabo organizacijo, se tako v prejšnjem mandatu kot v tem zdajšnjih 8 mesecih ni zgodilo nič. To, kar se dogaja v Kranju in poskusi reševanja tega, je samo gašenje enega majhnega požarja. Vendar, če bo šlo to kar naprej, bo ta požar pogašen na pepelu pogorišča. Ko smo mi sprejeli standarde in normative, je trajalo 10 let, da smo politiko prepričali, da je pač to nekaj koristnega in potrebnega. Napisani so v modri knjigi in od takrat naprej, ko so del kolektivne pogodbe, so postali pravica. Tako kot v zadnjih 2 letih, tudi v zdajšnjih 8 mesecih te vlade, ne vlada, ne delodajalci za uresničitev in realizacijo te pravice niso naredili prav nič. Zelo težko je uveljaviti standarde in normative enostransko, če delodajalec ni pripravljen oziroma če noče spremeniti organizacije dela, kar natančno piše tudi v 1. členu, v 10.a členu aneksa kolektivni pogodbi. Tako da mi pač kolege pripravljamo, imeli bomo v kratkem že drugi izobraževalni tečaj, kako uporabiti standarde in normative. Dobili smo tudi veliko pravnih mnenj in bomo šli seveda, kolikor se bo dalo mehko v to uveljavitev. Ministra smo pred več kot mesecem dni seznanili, pričakovali smo odgovor že koncem aprila, pa ga ni bilo. Minister za zdravje se, kot je videti tudi v javnosti, zdaj res pospešeno ukvarja z reševanjem družinske medicine, pa tudi tu še vedno ni na obzorju prave rešitve, vsaj kar se tiče napovedanega odhoda več kot polovice zdravnikov iz zdravstvenega doma Kranj. Kako ocenjujete to situacijo? Mislim, da so zdravniki v zdravstvenem domu Kranj naredili ta korak pravzaprav iz obupa. Verjetno, če tega ne bi naredili, bi ne glede na to, kako smo zdravniške organizacije na probleme opozarjale, ne javnost, ne politika ne bi imela posluha. Kot rečeno, je to reševanje enega majhnega požarja, ki ga bodo verjetno uspeli pogasiti, ni pa reševanje problema celotnega zdravstva. Celotno zdravstvo bi bilo treba začeti reševati takoj. To nas opozarjajo mednarodne organizacije. V zgledu imamo ničkoliko severno in zahodno od nas. In seveda absolutno odgovornost prevzemajo vsi ministri in vse vlade v zadnjih 10 letih. Zanimivo je pravzaprav, da se je ob tovrstnih opozorilih, ob tovrstnih aktivnostih, ki pravzaprav nikogar v Sloveniji ne morejo pustiti brezbrižnega ob takšnem dogajanju, pokazalo, da pravzaprav mnogi namenoma povezujejo tovrstne apele za pomoč s prizadevanji, recimo temu s tihimi prizadevanji za privatizacijo zdravstva. Eden od posameznikov, ki je argumentiral tovrstne poskuse,
je tudi nekdanji minister za zdravje, kar je pravzaprav zelo zanimivo. Pa si zdravniki res prizadevate za privatizacijo zdravstva? Ničkolikokrat smo v zadnjih 20 letih povedali, da ne Fides, ne zdravniška zbornica, katere član sem seveda tudi jaz, nimamo nobenih želja po privatizaciji zdravstva. Mi se zavzemamo za uspešen, učinkovit, predvsem pa za dostopen javni zdravstveni sistem. Sicer je od vlade in parlamenta odvisno, v kakšni meri, na kakšen način bo sprejemala oziroma spremenila zdravstveni sistem. Mi a priori nimamo nič proti zasebnikom. Tudi večji zasebni centri nam na nek način kažejo sliko, kako se lahko ekonomsko in organizacijsko uspešno soočamo s temi problemi. So pa ti očitki neverodostojni in moram reči, da tudi v nekaterih časopisih, kjer nas napadajo pravzaprav, kot je recimo Mladina, niti naših odgovorov niso objavili, ker smo zelo natančno pojasnili, kakšne so prizadevanja Fidesa, kakšni so cilji, da so naše metode seveda transparentne, da nikoli ne delamo ničesar s figo v žepu. To je, ne vem, kakšni so motivi, vsekakor pa bi se politika verjetno tudi z temi lažnimi izjavami in s to izkrivljenjem slike rada oprala roke. Vendar si politika ne more odprati roke več, so preveč umazane. Verjetno je zakaj takega res prepozno, kajti ta zgodba se zdi, da se ponavlja znova in znova, že tako rekoč od začetka obstoja samostojne Slovenije, pač malce manj, pa vendarle. Ampak mogoče, prej ste omenili, da si zdravniki, naj si gre za sindikat Fides ali za zdravniško zbornico, tudi za zdravniško društvo za združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, prizadevate predvsem za varno, učinkovito, dostopno zdravstvo. Kako torej to doseči, če toliko let ta prizadevanja ostajajo brez epiloga? Sprememba, verjetno celovita, je nujna. Kako jo bomo udejanjili? Ja, politiki se očitno bojijo soočiti z resnico, z problemi, ki bi jih zdravniki predstavili, in tudi z rešitvami. Saj, kot je splošno znano, premier Cerar zdravniške organizacije ni hotel sprejeti 2 let. 2 leti smo za manj se trudili in isto lahko rečem za novega predsednika vlade, gospoda Šarca. 8 mesecev je predsednik vlade Republike Slovenije, zdravniške organizacije smo 2-krat se obrnili na njega, da bi mu pojasnili, ker je to širši problem. Ta problem se ne tiče samo resorja za zdravstvo, ampak tudi resorja za, ne vem, javno upravo, finance, da bi mu predstavili problem in ponudili rešitve, pa nas ni hotel sprejeti. To je seveda ignoranca stroke. Ob tem, da govorijo nek nov jezik, ki ga nekateri ne razumemo, se lahko samo nasmehnem. Mi razumemo ob teh njegovih izjavah samo to, da ne zna, ne ve ali noče, kako pristopiti k problemu. To je pokazala tudi prva izbira zdravstvenega ministra, ki se je izkazala, da je neposrečeno. Pa tudi gospod Šabeder ima, jaz mislim, zvezane roke na hrbtu in bo zelo težko dirigiral v zdravstvenem orkestru. Kakšno pa je v tej situaciji vaše sporočilo pacientom, bolnikom? Da se mi zdi, da je zadnji čas, da pacienti spoznajo, da so zdravniki pravzaprav njihov edini odvetnik. Mi smo se izobraževali za to, zaprisegli smo za to in absolutna večina zdravnikov dela izključno v interesu zdravja posameznega pacienta in seveda vse zdravniške organizacije delamo v interesu izboljševanja zdravja. To, da ima sindikat Fides ustavno z zakonom in z vsemi pravilniki zagotovljeno pravico, da se bori tudi za boljše plače in boljše delovne pogoje, je menda nesporno, čeprav nam to kar naprej očitajo. Kako pa je v tej situaciji v samem zdravstvu? Seveda zdravniki niste edini strokovni profil, ki dela v tej dejavnosti.
Pomembno je delo celotnega tima, vseh njegovih članov. Vas denimo medicinske sestre pri tovrstnih prizadevanjih podpirajo? Jaz moram reči, da ko govorim iz svojega delovnega okolja, absolutno, in tudi mi njih, ne. Na nivoju organizacij pa ni sodelovanja. Mi smo Sindikatu zdravstvene nege ponudili roko pred približno letom dni, da bi skupaj zastavili neke cilje, vendar ni bilo na to ustreznega odziva. Kar je seveda slabo za zdravstveni sistem, ne za zdravnike, slabo je za zdravstveni sistem in za medicinske sestre. Jaz bom še enkrat povedal, kar sem že ničkolikokrat, da so srednje medicinske sestre najbolj ponižan poklic v tej državi in da so jih ponižali njihovi predstavniki, sestrska zbornica in sindikat, celo po naziv so jim vzeli, za njihove plače bore malo naredijo, ampak smo mi kot Fides in kot zdravniška organizacija tu nemočni. Zdajšnjim razmeram v zdravstvu bi pravzaprav na neki simbolični, metaforični ravni lahko rekli komedija zmešnjav, vendar ob tem poimenovanju pravzaprav nikomur več ne gre na smeh. Kaj mislite, kaj se bo zgodilo letos, v prihodnjem letu, v roku enega leta, denimo? Prej bi lahko to imenovali tragedija zmešnjav, ne? Ker v bistvu ob velikem nezadovoljstvu in apatiji zdravstvenega osebja, predvsem pa nosilcev zdravstvene dejavnosti, torej zdravnikov, so seveda še v dosti slabšem položaju pacienti. Ko gledam te politike, njihove izjave in način, kako se lotevajo stvari, se mi zdi, da bo samo še slabše.